Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, spoštovane gledalke na klepetu z županom občine Medvode, Nejcem Smoletom. Gre za prvi klepet, upajmo, z dodano vrednostjo, ne le v letu 2019, ampak v tem novem mandatu. Lepo pozdravljeni, gospod župan. Lep pozdrav vam in vsem gledalkam in gledalcem. In seveda tisto vprašanje po dobrih 2 mesecih, vam je že kaj žal, da ste spet ponovno župan občine Medvode? Ne morem reči, da mi je ravno žal, no je pa res velik izzivov zdajle pred nami. Nikakor ne moremo reči, da je to sanjska služba. Mogoče lahko rečemo, da je to sanjsko poslanstvo, sanjska služba pa najbrž ne. Sedaj je moderno govoriti o tem, kolikšne so plače funkcionarjev. Kolikšna je vaša plača? Moja plača je 2000 oziroma za 2024 evrov. Mislim, da je neto moja plača bila prejšnji mesec. Če pogledamo na vsa povišanja, ki so šla v javnem sektorju, potem je treba vedeti, da župan občine Medvode je daleč od tega, da bi v javnih zavodih imel suma sumarum kakšno najvišjo plačo. O tem sploh ne moramo govoriti, ne. Dejstvo namreč je, da ko govorimo o poviševanjih teh plač v javnih sektorjih, grejo gor seveda za javne uslužbence. Župani nismo javni uslužbenci, ampak smo funkcionarji, tam pa po lepi slovenski navadi, ne, seveda se to ne korigira, ker župani imajo pa ja previsoke plače. Tako nekako, prvič smo ponovadi se tako domneva, ja. Tako se govori, ampak smo nekako ugotovili, da v javnih zavodih vendarle plače so višje, mogoče v nekaterih celo višje, kot jo ima predsednik vlade ali pa karkoli. Ampak ja, saj če pogledate, recimo je kar zanimivo, pogledajte tistih 100 najvišjih plač, ali kaj vsake toliko časa objavijo mediji v javnem sektorju v Sloveniji, pa boste videli, da je ta sistem popolnoma podrt. Mislim, stališče odgovornosti, da se razumemo. Tako. Prvič pa smo dobili tudi profesionalnega podžupana. Zakaj takšna odločitev? Kaj bomo občani s tem pridobili oziroma katere pristojnosti ste mu mogoče naložili? Ja, gospod Ivo Rep, sploh glede na to, če pogledamo realizacijo oziroma pripravo proračuna zdaj za leto 2019 in 2020, bo jasno, da se je ta obseg izjemno povečal zaradi pač vseh teh velikih investicij, ki so. Tako da tukaj je njegova naloga tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani proračuna. Na prihodkovni predvsem v tem, da izpolnimo pričakovanja v smislu ureditve vseh detajlov in pa to, da sprostimo pravzaprav zemljišča v obrtnih conah, tekstilna Jeprca, vaše Goričane oziroma vaše Helios Jarc, upamo, da tudi Brinox v Sori in pa Mali v Dragočajni. To govorimo na prihodkovni, kajti kar na precej koncih ima občina tudi velik del zemljišč, na koncev pa seveda, kdor bo tam zidal, bo plačal tudi komunalni prispevek, pa potem NUSZ in tako naprej. To je prihodkovna stran, odhodkovni pa zagotovo spremljanje investicij, to je primarno delo tudi delno na koheziji, predvsem v tem smislu kontaktiranja z ljudmi na samem terenu. Prvič se je tudi zgodilo, da ima neka lista, v tem primeru lista Nejca Smoleta, več kot polovico sedežev v občinskem svetu. Vam je to pravo zrcalo za delo? Najprej moram reči seveda, da je človek hvaležen za tak volilni rezultat. Nikakor te pa ne sme tak rezultat postaviti v pozicijo, kjer postaneš neobčutljiv oziroma nepripravljen se pogovarjati. Tako da tukaj mogoče si jaz včasih, ko sam razmišljam, ne rečem, da je pravzaprav ta volilni rezultat večje breme, kot bi bil mogoče malo slabši rezultat liste, kajti šele takrat, ko ima nekdo možnost odločanja kot ena lista, več kot polovica, šele takrat se pokaže njegov pravi obraz, ne. Se pravi, dokler je nekdo primoran, da se pogovarja že zato, da dobi več kot 50% glasov, tisto ni včasih nujno pravi obraz človeka. Ko je pa enkrat na tej poziciji, pa je. No, tako da vseeno, jaz mislim, da smo to pokazali že zdaj pri sestavljanju odborov, kjer smo upoštevali v celoti matematiko, nismo šli na to, da pač kar imenujemo noter samo predstavnike ene liste ali pa mogoče 2, ampak smo vključili vse, ki so dosegli tak volilni rezultat, da so lahko prišli noter, da smo pokazali, da v resnici v lokalni skupnosti se ne moramo pogovarjati o tem, da ima ena lista večino in potem oni odločajo vse. Tukaj smo na nek način veseli vsega, ki je pripravljen zagrabiti za delo in delati. Ne samo pametovati, ne samo dajati predloge, ponavadi na odhodkovni strani, ampak je pripravljen zagrabiti projekt, pa ga potem tudi izpeljati.
Za naslednji teden je napovedana 3. seja občinskega sveta. Vem, da niste vedeževalec, ampak vseeno. Menite, da bodo imeli naši gledalci možnost spremljati to sejo prek televizijskih ekranov ali pa potem prek spleta? Ne, mislim, da ne. Pač ta problem, ki se je pojavil na drugi seji, zaplet z informacijsko pooblaščenko oziroma s prijavo, ki je bila dana informacijski pooblaščenki, pa potem njena odločitev, da moramo pridobiti vse podpise vseh, če tega nimamo, potem ne moramo predvajati in tako se je to gledalcem dobro znana problematika. Mislim, da se na tej seji pa na naslednji ne bo nič spremenilo. Je pa res, da smo... Vi boste dali v podpis soglasje, potem pa bomo videli, kako bo. Ja, bomo dali najbrž, ja, čeprav, ne vem, a veste, če enkrat nekdo neko držo pokaže, ne vem, kdo je pol bolj nor, ali unka stokrat proba pa misli, da je kaj drugače ali ne. Ampak druga, bolj pomembna zadeva je ta, da dajemo že na to točko dnevnega reda oziroma na ta dnevni red spremembo poslovnika. Tako da tukaj pa iz občutka, ki sem ga dobil na drugi seji občinskega sveta, pač govorimo o tem, da je konec koncev 22 svetnikov dalo podpis, da se strinjajo s tem in bodo po mojem potem tudi podprli spremembo poslovnika v tem delu. Pač to bosta zdaj 2 seji, to bo trajalo, nažalost sta ravno osnutek pa predlog proračuna, tisti, ki ljudi najbolj zanima ponavadi v celem letu. Ampak pač tako je. Kot ste sedaj ugotavljali, to je mogoče ena najbolj zanimivih sej v celotnem obdobju, sedaj 2-letnem obdobju. Pa če rečemo, ko nekako odštejemo tiste zacementirane postavke, recimo subvencije programov v vrtcu, ko poslovanje 2 javnih zavodov, knjižnice pa mogoče javnega zavoda Sotočje, ko odštejemo projekt Čisto zate pa projekt sočasne gradnje, koliko je tistih sredstev, recimo, o katerih potem lahko občinski svet še soodloča? Za leto 2019 in 2020 zelo majčken del, ne. Ker dejansko nam projekt Čisto zate in pa sočasne gradnje poberejo take številke, da je to neverjetno, ne. Tam, ko pogledamo recimo na prihodkovno in na odhodkovno stran, konec koncev, če pogledamo, da je planiran proračun v višini 29 milijonov za leto 2019, to je pač za Medvode res, če lahko uporabim ta izraz, odštekana številka, ne, ker so to res številke, na kere nismo vajeni oziroma ki jih je praktično res zelo težko doseči. Tako da, če odzamemo vse to, kar ste rekli, torej tisto, kar nam država sama nalaga oziroma predstavlja na nas in pa projekt Čisto zate pa sočasne, ne vem, če ostane 3 milijone evrov. Morda le na kratko o tistih najbolj izpostavljenih projektih v tem predvolilnem času. Torej Osnovna šola Preska, Gasilski dom v Pirniča, Športni park Medvode. Kakšna je tista njihova podoba v proračunu za naslednji 2 leti, to se pravi leto 2019 in 2020? Ja, grem kar po vrsti, tako kot ste vprašali. Za Osnovno šolo Preska moram reči, da sem zelo vesel. Prejšnji teden smo imeli sestanek s svetom staršev. Tja sva šla z vodjo oddelka za investicije in moram reči, da sem bil po dolgem času v Medvodah prijetno presenečen nad kako se temu reče, nad občutkom, ki ga ima človek na enem sestanku. Govorili smo zelo odkrito, nič nismo z naše strani nobene stvari skrivali, ker je nimamo, tudi zelo jasno povedali, kakšni so koraki naprej, kakšna je recimo predvidena časovnica, kaj so tiste zadeve, ki se morajo poklopiti, da z gradnjo začnemo. Zdaj, če pogledate zemljišče, recimo smo zdaj odmerili, potem zdaj čakamo prenos sklada, da sklad to zemljišče prenese na nas. Hkrati smo že z zbornico za arhitektov Slovenije se povezali, da bodo oni izpeljali javni natečaj. Javni natečaj je zdaj tik pred objavo, mislim, da potem bo 8 tednov odprt, se pravi nekako konec junija bi morali že imeti idejno rešitev. Potem se mora izbrana idejna rešitev spraviti v življenje, torej jo je treba sprojektirati nekako čez poletje in jeseni vložiti za gradbeno dovoljenje. To je ključnega pomena za to, da lahko potem kandidiramo na razpisu, za katerega upamo, da ga država konec leta 2019 dejansko po 8 letih oziroma 9 letih tudi objavlja. Vmes je pa še ogromno enega papirnatega dela,
in zdaj sva govorila samo o projektiranju in o tem delu, kot da imamo denar. Na drugi strani se pa treba zavedati, da bo to največji projekt tega mandata, zagotovo tudi finančno najbolj poguben, zato ker ni nobenih evropskih sredstev. Ta financiranje strani države ne bo v deležu polovice, ampak realno računam, da tretjine, če bomo že zelo veseli. Potem najbrž bo projektirano tako, da bomo del sredstev, upamo, prejeli tudi iz ekosklada. En velik del bo pa ostal na nas. Občina Medvode oziroma Medvode kot skupnost bomo gradnjo nove osnovne šole Preska lahko pokrili samo, če bomo imeli neke vrste sistemske vire sredstev na prihodkovni strani. Jaz jih vidim samo v prodaji zemljišč v obrtnih conah in pa v čim hitrejšem zagonu teh obrtnih con. Tam noter imamo mi toliko v zemlji ležečega kapitala, da bi to, če potem spravimo v denar, lahko porabili za gradnjo osnovne šole. Skratka, če vse to dava takole na en tak pladen, vidimo, da je treba res ogromno enih stvari narediti in ogromno stvari se bo mogli pokriti, da bomo projekt lahko uspešno izpeljali. Moram pa reči, da sem vesel zato, ker je ena taka pozitivna klima, ki ni nujna pri tako velikih projektih. Potem ste me vprašali za gasilski dom v Pirničah. Tam smo se zdaj dogovorili, da gremo skladno z strategijo, ki so jo gasilci sprejeli, torej v vrednosti, kot je bila tam sprejeta za društvo take kategorije. Edino, kar se moramo zdaj dogovoriti, je še kako sistem sofinanciranja. Tam namreč smo zdaj v fazi dogovora, tako za nakupe vozil, kot za investiranja v gradnje oziroma novogradnje oziroma prizidke pa adaptacije. Tam bomo najbrž, mislim, da je ravno v teh dneh včeraj oziroma danes šel ven dopis na Gasilsko zvezo Medvode, kjer smo jim povedali predlog občine. Letos je en manjši del sredstev zagotovljen, drug let pa tudi še malo več, da se dejansko lahko začne z gradnjo, če bojo projekti narejeni tako, da bo občina lahko pristopila. Občina ne bo pristopila v noben projekt, ki bo finančno nevzdržen, ki ne bo imel finančno pokrite, se pravi finančne konstrukcije in tako naprej. Ste pripravljeni v gradnjo tega gasilskega doma, čeprav recimo cesta v Bošnico še ne bo razrešena? Cesta v Bošnici še ne bo razrešena, bo morala biti pa zelo hiter. To bo ena izmed prioritetnih nalog nove krajevne skupnosti Pirniče, da nam pomaga, torej pridobiti zemljišča, v prostor je umeščena, v proračunu so sredstva zagotovljena, zdaj bo pa odvisno, če bo volja, potem bo pot, oziroma če bo volja, potem bo cesta. Če tega ne bo, potem bo pač še en špetir več, če zelo tako rečem resignirano, ker tam veste, da je več cest, v kolikih imamo težave. Je špetir. Cesta A, tako imenovana, sedaj zaprta, povsem ali samo za promet? Ne, mislim za promet, ta avtomobilski, mislim, da so en betonski blok mogli odmakniti oziroma tako narediti, da se da peš pa s kolesi pa z vozički pridati mem. To bi bila pa neumnost, da bi ostalo zaprto. Športni park Medvode. Športni park je še ta tretja zadeva. Letos bomo šli ravno tako kot za osnovno šolo v javni natečaj, predvidoma tudi z zbornico za arhitekturo. Tam je zdaj že, se pravi, ta natečajna naloga je pripravljena. So jo že pripravili nek tak okvir. Moram reči, da za moj okus je bil sicer absolutno predimenzioniran v nekaterih pogledih, nekje realen, nekje predimenzioniran, tako da bomo videli, kaj bo. Računam tukaj, da vsi tisti, ki so bili pred volitvami toliko zelo glasni o tem, kaj vse je treba narediti, da bojo pač zagrebili kakšen fascikel pa pomagali pridobiti kakšna zemljišča, drugače si nimamo z njimi kaj dosti pomagati. Zemljišč, koliko jih še ni, tista petina še vedno? Ja, točno tako, tam ni nobenega napredka naprej bilo. Dobro. Se vam je mogoče v predvolilnem obdobju zareklo okrog participatornega proračuna? Sicer lahko rečemo, krajevne skupnosti že sicer dajo plan investicij. Mogoče je razlika le v tem, da sedaj plan investicij poda svet, potem bi ga pa najbrž morali zbori krajanov. Ne, nisem mi zareklo, delač od tega, če se natančno prebere tiste predvolilne obljube oziroma predvolilni program, sem napisal, da začeli bomo z manjšim številom. Je pa res, da smo bili ravno zadnjič na enem modulu, kjer so občine razlagale, občine, ki to že imajo, Koma, Ajdovščina pa še ene, ki že imajo participativni proračun, so razlagali, kako to poteka. Ljudje si malo tudi poenostavljeno to predstavljajo, da je to kar nek zbor krajanov, kjer bojo ad hoc se spomnili, kaj treba in tako. Ne, sam postopek je zelo jasno predpisan, je pa dvoleten. Torej v prvem letu se
nekako identificira tiste potrebe, ki so. Še predkorak pred tem je, da se omeji navzgor in navzdol projekte, kakšni so pogoji, da je projekt lahko potrjen, potem se naredi nek javno povabilo, da ljudje predlagajo te projekte, potem se jih oceni, ampak ne iz vidika, so pametni ali ne, oziroma je prav, da si to ljudje želijo, ne, ampak samo, če čisto tehnično izpolnjujejo določene parametre, potem gre to na glasovanje in v naslednjem letu se to izvede. Zdaj, v letu 2019, predvsem, kar imamo, je to pač nemogoče. Pri nas, če ste pogledali kadrovski načrt, se skoraj nič ne spreminja in nimamo človeka, ki bo na tem posebej delal. Tudi krajevne skupnosti so se ravno konstituirale in tako naprej. Je v prvem letu to ni, računamo pa, da v drugem letu bi potem pa res štartali, če ne bo občega navdušenja, pač vsaj na kakšni krajevni skupnosti, 200-300 se že javlja, da bi bile zelo zainteresirane za to. Je pa treba vedeti, en del sredstev bo šel iz naslova krajevnih skupnosti v ta proračun za participatorni, en del pa iz strani občine. Kakšno težo pa ima sedaj ta plan, ki so ga vse krajevne skupnosti nekako podale na občino? Kateri predpogoji morajo biti izpolnjeni za to, da se sploh začne mogoče realizirati ta plan investicij? Zelo so bili, moram reči, delovne krajevne skupnosti. Mislim, da so praktično skoraj da vse ali pa vse poslale te plane. Te plani so pomembni zakaj za nas? Zato, da vidimo, a gledamo v isto smer. To je primaren cilj. Ne? Če mi dobimo z krajevne skupnosti čist drug seznam prioritet, kot ga mogoče imamo mi v naboru, v načrtu razvojnih programov za naslednje 4 leta, ki mora biti sestavni del proračuna, ne? Potem si rečeš, škle nekaj narobe. Ne? Ko pa pridejo recimo predlogi krajevnih skupnosti, ki so v večji meri kar sinhronizirani s tistim, kar je noter v proračunu, potem pa veš, da vsi gledamo približno v isto smer. Seveda so seznami krajevnih skupnosti za 6 proračunov težki, pa še to mogoče cel proračun potem za investicije, kar je normalno, saj prav, saj pač krajevne skupnosti popišejo potrebe na terenu in jih na nek način že naredijo prvo sito, se pravi, postavijo prioritetni, rečejo, ne vem, to je pa res številka 1, to pa tako. Zdaj, tisto, kar jaz ne bom rekel, da sem čisto vse pogledal, ampak večino pa, kar je prispelo s pošto, moram reči, da se mi zdelo zelo fajne zadeve in da jih je roko na srce kar nekaj tudi v proračunu 19 in 20. Predpogoj je seveda pridobljena zemljišča za marsikateri projekt. Recimo, sedaj je bil mogoče najbolj aktualen krajevna skupnost Mlednik, pokopališče. Ja, dokler ni, mislim, jaz ta zemljišča jemljem tudi kot del projekta že, ne. Če pogledamo, zdaj je bila parkrat izpostavljena pobuda pločnika na Seničici, ne, od Tometovega mosta gor do odcepa za Žlebe oziroma tam, ko se gre na Bonovec. Super pobuda, pri čemer se je treba zavedati najprej tudi omejitev, ki so. In mi smo povedali, da načeloma projekt je seveda potreben, ne, tudi že dalj časa se govori, tudi s tem, ko bo letos tale pot na Bonovcu narejena, bi potem bil en tak čudovit sprehajalen krog, če bi še tam pločnik gor potegnili. Na nek način prosimo za pomoč potem krajevno skupnost oziroma tiste, ki so najbolj aktivni na tem področju, da nam pomagajo priskrbeti soglasja za zemljišča. Tam gre pa postopek tak, da občinska uprava pripravi seznam lastnikov zemljišč, damo krajevni skupnosti in oni potem skupaj, ali to odbor formirajo, ali to sami, odvisno pač, kakor imajo, eni imajo tako, eni drugače, da skupaj pol gremo k temu. Ni pa, mi si želimo pločnik in jutri bo pločnik tam. Ne gre tako hitro, je zadeva pač seveda podvržena najprej soglasjem, pol pa še celi kalvariji okrog izvajanja projekta. Potem, ko ste prvič prevzeli funkcijo župana, so se dogodile določene spremembe znotraj občinske uprave. Nekateri so odšli samovoljno, nekateri tudi ne. Zadnji odhod je občinska inšpektorica. Mogoče mi smo to doživeli kot v primeru, da nam občina ni mogla zagotoviti sogovornika, v primeru, ko smo želeli odgovor na vprašanje, kakšen zrak dihamo. Sedaj, ko imamo tudi merilno napravo za trde delce PM10, mi kot laiki lahko ugotavljamo le, da je bilo mogoče v decembru 6-krat povišana ta vrednost. Tudi sam sem zadnjič šel prav gledati, ja, tole v decembru je bil res, medtem ko je bil november pa oktober nadpovprečno dober, smo imeli decembra kar 6-krat prekoračenih 50, se pravi tisto mejno vrednost 50 mikrogramov, po mojem, da je
v zraku. Zdaj, z našega stališča bi celo bili se nam je zdelo, da bi bila boljša za izjavo, torej ta pogodbena firma, inštitut. To drži, ampak zdaj izpostaviva problematiko, kaj se na področju občinskega inšpektorata dogaja. Mogoče v tem trenutku imamo občutek, da občinski inšpektor bolj deluje kot en občinski redar, ki pač pregleduje, ali pravilno parkiramo oziroma ali plačujemo. Ja, en del sigurno. Tudi prej je imel sodelavska ostaja čez predvsem promet, pa sodelavka, ki je odšla, imela čez druge zadeve. Nekoliko smo zdaj res v pad poziciji na inšpektoratu, ker še ni padla čisto politična odločitev, kaj bomo naredili z inšpektoratom. Jaz se zelo nagibam k temu, da bi ga združili in šli v skupno občinsko upravo za Škofjo Loko na področju inšpektorata in redarstva. Mal pa čakam odziv iz Škofje Loke, tam je nov župan, tam so zdaj zagotovo zadeve postavljajo. Pa sva imela že en sestanek na to temo, povedal je, da imajo, mislim, da 2 ali 3 variante odprte, pri čemer je ta varianta, da grejo v sodelovanje z Medvodami ena bolj resnih. Tako da nekako računam, da do poletja tukaj bi mogli najti rešitev. Če pač ne, če ostajamo samostojni, bo pa res treba narediti razpis za tisto delovno mesto, ki je zdaj izpraznjeno. Ja, do takrat pa narediti razpis za nedoločen čas, pa potem takoj, ko človek pride izvesti reorganizacijo oziroma pripajati nekam drugam, je pa po mojem malo tako neugodno. Bom vprašala sedaj, dobili smo parkomate, pa smo dobili tudi pričakovani režim oziroma red na parkiriščih. Delno ja, delno ne. Enim pač ne more nič drugega pomagati kot kazen. Drugače pa ljudje se počasi kar navajajo. Sploh, ker je bil ta kraval okrog teh 2 parkomatov, to sem prav z zanimanjem spremljal. Pa sem rekel, da bi res rad videl koga, ki prbojti parkira, pa gre na pošto. Tega filma ni v Medvodah, sem skoraj prepričan. Tudi zadaj med banko pa pošto, tisto parkirišče je bilo daleč od tega, da je bilo namenjeno kratkim postankom pa urejanju zadev, ampak so tam stalno parkirani avtomobili. Torej, vsi pa na tej cesti ob Sori in tlele v tem koncu Medvod lahko do 2 ur parkirajo brezplačno. Tako da tukaj neke katastrofe gotovo ni bilo, se je pač delala malo zgodba, zato da se je delala zgodba. Izplen ni kdo ve kak, v resnici največ od kazni zaslužimo, več kot od tistega parkiranja, ampak se bojo, jaz mislim, da se bojo ti parkomati, recimo, če se kakšna stvar, ki jo občina investira, nikoli ne povrne, se bojo ti parkomati zelo hitro. Gre za vnašanje enega reda v prostor in gre točno za to, kar sem jaz že 2 leti nazaj govoril, pa so nekateri zavijali z očmi. Recimo, poglejte situacijo, ki imamo zdaj pri zdravstvenem domu. Mislim, da je bil nedavno prejšnji teden svet zdravstvenega doma in kjer je bilo spet izpostavljeno težave s parkiranjem. Kajti vse tiste hiše, ki so zrasle nasproti zdravstvenega doma, mnogi izmed njih so si kar parkirišče naredili pred zdravstvenim domom. In Ostrovrharjeva je skozi zasedena, pa ne za starši, ki grejo po otroke v vrtec in tako. 2 leti nazaj mislim, da je bilo, ko smo že govorili, da pač do tega bo prišlo in tukaj bo treba urediti. Tako da danes nas pa že javni zavodi sami pozivajo, dajte pomagati, nekaj je treba na tem področju narediti. Ta nov zakon o urejanju prostora, imamo občutek, da res kar kliče po enem občinskem inšpektorju, ali se pač motimo? Kakšne izkušnje ima mogoče sedaj občina pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in potem tudi pri samem prostorskem urejanju? Ali ta novi zakon sploh še ni stopil v stopa v veljavo? Res pa, da je pač v Sloveniji tako, da najprej sprejmejo zakon, pa vštudirajo, kva so s tem uzakonili. Poglejte, sam famozni 93. člen zdaj nove zakonodaje, ki govori o uporabnih dovoljenjih in si ga vsak tolmač po svoje. Jaz bi tukaj ločil, se pravi, na tisti del, ki je prišel na nek način tudi na občino. S te novo zakonodajo država ogromno naložila na občine. Ko ljudje pridobivajo gradbeno dovoljenje, je zdaj eno ključnih mnenje občine, ki je v resnici, ko jaz gledam to gradbeno dovoljenje v malem. Zdaj, če bi to bilo tako, kot bi morali biti in bi potem na to se oprli pri izdajanju gradbenega dovoljenja upravna enota in gradbeno dovoljenje izdala, bi bilo vse v redu. Tako imamo pa zdaj kar nekaj primerov, kjer upravna enota presodila, da občinska uprava ni dala v redu mnenja.
Ja, mene res zanima, na kakšni osnovi tista upravna delavka tam meni, da mi nismo naredili svojega dela. Ker mi smo tukaj zato, da delamo urbanizem občine, naše sodelavke so zato plačane, imajo strokovno znanje, one tam tega znanja nimajo. In če pogledam, kakšne gradnje so dovolile v Šiški, ki izdajo gradbena dovoljenja, pa pogledajte samo od zdravstvenega doma tja, pa boste videli eno kapljico, pa pogledajte, kje kakšne ravne strehe, ki so v naših OPN-jih prepovedane, potem se jaz vprašam, s kakšno pravico nam govorijo, da ne izdajamo pravilnih mnenj. Ne. To je zdaj zelo velika težava, ki jo imamo. Se kaj dogaja na tem, da bi se ta pristojnost vendarle prenesla na občine? Na občine. Ne, nič, zato ker noben tega ne upa narediti. Zelo iskreno povem. Noben nima poguma, da bi to naredil in kako potem zadeve izgledajo v naravi. Izgledajo tako, da občina sprejema občinski prostorski načrt, daje mnenja, njena javna podjetja dajo ljudem mnenja, na koncu pa upravna enota izda gradbeno dovoljenje, ki je pa lahko tako ali pa drugačno. Ljudje se pol kregajo na občino, kako je ta gradbeno dovoljenje dobil, zakaj je ta tam zida in tako. Ne vem, pejte tja dol pa jih vprašajte. Trg preko morskih brigad, ne vem, koliko pa ne grejo tja. Mi se vsak teden obračamo tja z vprašanji, pa ne dobimo skoraj nobenega odgovora. Nov zakon omogoča tudi, da v nekaterih primerih vendarle ni potrebno toliko časa čakati na spremembo občinskega prostorskega načrta in da se lahko te manjše spremembe doseže tudi z lokacijsko preveritvijo. Ja. Pa bom vprašala, je že kdo izmed občanov preveril, kako v praksi deluje lokacijska preveritev? Ne še formalno, da čist zapelje, jih je bilo pa kar nekaj tukaj, ki so prišli vprašati, kako ta stvar zgleda. Tako da, če se prav spomnim enega sestanka zadnjič, ki smo imeli, je bilo rečeno, da ene 3-4 pobude so tako preliminarne že prišle in če se bojo ljudje odločili, jih bomo potem dali tudi na občinski svet. Je vseeno to previsoka cena za to, da dobiš neko svoje mnenje? To smo že večkrat. Vem, to je bilo izpostavljeno, ampak gledajte, 2500 evrov je cena za to, da se izvede cel postopek spremembe. In da se lahko do 600 kvadratov tudi prekvalificira iz nezazidljivo v zazidljivo. In če je zdaj vredna njiva 5 evrov na kvadraten meter, bo potem vredna 170-150 evrov na kvadraten meter. Pol hitro ugotoviva, da z 10-20 kvadrati se dobi tista cena noter. Tako da dejansko je treba vedeti, če bi bila pa tam upravna taksa 22,60 evrov, potem bi pa ljudje spet noter tlačili čisto vse, kar je pa kar ni. V tem predvolilnem obdobju se vendarle lahko rečemo zelo malo govorilo o mladih in o mladinski problematiki. Ravno mogoče ta stanovanjska problematika je bila izpostavljena v anketi, ki je bila nekakšna podlaga za mladinsko strategijo. Ali ta postavka ponovno prihaja v občinski proračun? Na kakšen način? Ne. Zato, ker v Medvodah trenutno ne vidim nobene gradnje, ki bi omogočala občini, da bi po nekih razmeroma normalnih cenah kupovala nepremičnine. Nepremičninski trg je zdaj zdivjal, cene kvadratnega metra rabljenih stanovanj v medvoških blokih, če pogledate, so take, kot da kupuješ ne vem kje v Ljubljani. Tako da dejansko nismo, tudi imeli smo precejšnje težave spraviti proračun prihodkovno in odhodkovno stran skupaj. Koliko pa mogoče vzamejo tudi te sofinansiranje, profitne najemnine? 40 do 60 tisoč evrov na leto. 40 do 60 tisoč na leto. Dobro. Se je lastnik tistega območja, kjer je nekoč stal Sokolski dom, vendar v tem času že kaj oglasil, sedaj ko lahko gradi novo stavbo, ni mu treba več obnavljati ničesa, kar... Ne, nič, nobenega kontakta nismo dobili. Mislim pa, da bo zdaj več kontaktov, ko bo prišlo do javne razgrnitve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ker bo tam kar nekaj dajatev treba plačati. Eden izmed občanov je izpostavil sledeče, da bi občina Medvode morala mogoče razmišljati tudi o zaposlitvi arhitekta, krajinarja, glede na to, da smo v krajinskem parku, ker nosimo ime Medvode, med vodami živimo. Hkrati je nekako izpostavil tudi profesionalizacijo, ki bi bila potrebna na področju varstva naravne in kulturne dediščine, pa seveda tudi posledično arhivov. Ja, sej vse to drži. Jaz se s tem zelo strinjam. Tudi, če pogledamo urbanizem, je naš prostor zelo podvržen temu, da so velike tendence po
po dodatnih pozidavah, po včasih tudi kar ekstravagantnih pozidavah in tako naprej, bi bilo to prav. Pač tukaj se vedno, veste, s čem soočimo. Ko sestavljaš proračun, se vedno soočaš s tem, a boš zdaj zaposlil enega, ki bo to delal, in potem kot župan se najprej vprašaš, a ima ta človek za 8 ur na dan dela, kaj ostalega mu bom naložil, in potem jaz vam pa zdaj prerokujem za v sredo, ko bo seja, ko se bomo pogovarjali, kje znižati, se vedno znižuje na stroških občinske uprave in pa še dve postavke sta. Ampak tem, ko moraš to zagovarjati, vedno tehtaš, a je to upravičeno ali ne. Zdaj, vse bolj se izkazuje, da bo to potrebno, sploh zaradi vseh pristojnosti, ki prihajajo na občino. Jaz gledam mogoče bolj v tem smislu. Je pa res siguren tudi okrog naravne in kulturne dediščine. Tam je nekaj teh elementov, ki že določajo, usmerjajo pozidavo, so tako že v občinskem prostorskem načrtu. Če vsi spoštujejo tisto, kar je treba delati, se neka varovanje že lahko zgodi. Bi se pa vprašal, koliko tega dejansko gre v življenje, če pogledate recimo kakšno od naselij v naši občini, pa novogradne, ki so tam, se jaz tudi vprašam, kako je to možno. Mimogrede, kako se bo v zgodovino občine Medvode zapisale, kako se bodo zapisale te zadnje večje vode, je sanacija na reki Ločnici, pa seveda sanacija brežin Sore tukaj na Sotočju dosegla tisto pričakovano? Presegla, bi jaz tu reči. Presegla. Zdaj so bile pravzaprav od te sanacije, ki je potekala, so bile že dvoje visokih voda in obakrat smo jo praktično skoraj, mislim, da enkrat z malimi, zdaj pa celo brez intervencij odnesli. Kar pomeni, da se vsakih 10 000 evrov vloženih v vode potem večkrat obrestuje. Tako da s tem bomo nadaljevali. Mislim, da je tudi letos v proračunu ni ravno to, kot je bilo, malo manj je, ampak vseeno ohranjamo to proračunsko postavko z nekaj 10 000 evri, kjer potem gremo korak za korakom naprej in delamo dela, ki bi jih sicer morala delati država, pa jih ne. Kakšno zagotovilo strani države za kakšno nadaljno sanacijo? Ne, nobenega. Srečo imamo tukaj, da je Direkcija za vode v Kranju zelo naklonjena, tudi zelo profesionalna, tudi izvede kar nekaj teh omilitvenih ukrepov. Za nas bi bilo zdaj en tak večji, ki bi si ga še želeli, je ureditev iztoka Prešence v Soro, se pravi, kjer je treba zamakniti iztok, ne da pride pravokotno, ker ga potem Sora v visokih vodah blokira. Pa potem višji Goričanski jez, tisti bo pa dejansko skupaj z Ribjo stezo, z rekonstrukcijo in z vsem bo eden največjih. Zdaj znotraj te hidravlične študije, ki jo delamo skupaj z ostalimi občinami, se pravi Sore, Sorškega porečja, pa jaz mislim, da se bo pri nas pokazala tudi še potreba pri ureditvi izliva Ločnice v Soro. Če pa pogledamo, to so pa potem te glavne zadeve vezane tukaj gor, pa nekaj pa tudi na pritokih Save v žlebih. Zdaj pa predlagam, preden greva k tistemu projektu Čisto zate in sočasna gradnja, predlagam en kratek predah. Dobro je biti sam svoj mojster, a ne, ko gre za zdravje. V primeru zdravstvenih težav se splača imeti zanesljivega partnerja. Sklenite zavarovanje specialisti, saj vas hitro popelje od prvega pregleda do diagnoze in obravnave. S klicem na Halo zdravje pa poskrbite za hiter in enostaven dostop do zdravstvenih storitev. Triglav zdravje, vaš partner za zdravje. V trgovinah Kmetijske zadruge Medvode najdete veliko uporabnih artiklov, ki jih potrebujete za topel in prijazen dom ter okolico. Za vse, kar je povezano z naravo, za kmetovalce, vrtičkarje, gospodinje, ljubitelje domačih živali in vse, ki iščete idejo za obdarovanje. Poseben kotiček je namenjen pristnim domačim pridelkom, ozimnico lokalnih pridelovalcev ter različnim izdelkom slovenskega porekla. Za lepo urejen dom in vrt vam nudimo veliko ponudbo cvetja in lončnic, substrate, gnojila in orodja. Bogato založen je tudi darilni program, kjer vam nudimo svetovanje pri izbiri in aranžiranju daril. Veseli bomo vašega obiska. Če bi se Jakob Aljaž v teh naših časih okrog svojega rojstnega doma potikal, kje bi se najdlje zadrževal? Ja, v zadružni železnini v centru Medvod. Prmejda res.
Za vse svoje novotarije zagotovo kakšno reč najdu. Vrtalniki in vijačniki, žage, brusilke, obliči in polirke, reskari in nadreskari, kompresori in pnevmatska orodja, pa varilni aparati in železo, pohištvene cevi in vse ti narežejo tudi po meri. Ko je stolp na vrh Triglava postavil, jih še niso poznali. Pa dober pleh je rabu, da ga rja ne bi snedla. Pa orodje, žebli, vijaki, okovja, vodovodni in elektromaterial, pa gradbeni material za centralno kurjavo, delovna zaščita in še za prave in domače mojstre. O ja, gradil je pa rad tam okrog Triglava, pa tudi v dolin vodovode pa ceste. Pa barve in premazi, za les, za zidove, za kovino in če želiš poseben barvni ton, ti ga kar v trgovini zmešajo. Stolp na vrh Triglava so večkrat prefarbali, tako kot je oblastem zapasal. Tudi rdeč je bil vmes. Pa hlevsko orodje in oprema. Še Finžgar ne več pisal v verih. Kdo bi se pa za take stare žlajdere sploh še izmenil, če v Medvošk železnin uhka kup vse novo. In to pocen, pa hiter. Preverite. To stvar je omogočila Optika Mali. V Optiki Mali sem tudi sam nabavil tale čudovita Oliver Peoples očala. In kaj je poleg superiornega dizajna finta teh očal? Brezbarvni antirefleksivni sloj. Tule je navadni antirefleksivni sloj, kot vidite, ima modro-vijoličen odblesk, medtem ko je odblesk teh očal, kot lahko sami vidite, brezbarven. Kar je še posebej fino, če so luči pogosto usmerjene v vaš obraz. Ja, torej, hvala Optiki Mali. Optika Mali, Ljubljana, Medvode, Izola. Pozdravljeni nazaj v pogovoru z županom občine Medvode, Nejcem Smoletom. Zdaj pa vendarle greva k tistemu največjemu projektu, ki se bo zapisal v zgodovino občine Medvode, k projektu Čisto zate in sočasna gradnja. Tik pred koncem minulega leta lahko rečemo, da so se izvajalci v projektu Čisto zate, to je izgradnja fekalne kanalizacije, da povemo čisto po domače, in izvajalci v projektu sočasne gradnje, to pa je ali izgradnja meteorne, potem obnova vodovoda, plinovoda in pa predstavniki občine Medvode skoraj da bolj kot med sabo pogovarjali prek svojih odvetnikov. Potem smo prišli do tega, da smo nekaj časa namesto, da bi rekli, da gre za sočasno gradnjo, rekli, gre za zaporedno gradnjo. Zdaj bom pa vprašala takole, koliko je teh gradbišč, kakšen je tisti tipični protokol na tipičnem gradbišču, kjer se mogoče izvaja več teh gradenj, in kaj je tista tipična problematika na enem takem tipičnem gradbišču? Ja, danes bi rekel, da tipično zgleda tako, da se pogovarjamo preko odvetnikov in izvajamo zaporedno gradnjo. Ker pač z nekaterimi se je zelo težko pogovarjati, ker vidijo samo izsiljujejo. To v praksi pomeni kaj, recimo ta zaporedna gradnja? No, to pomeni to, da dejansko smo prisiljeni projekt izvajati tako, da najprej recimo vzema eno cesto, eno ulico dolgo 200 metrov v Pirančah, najprej pride izvajalec fekalne kanalizacije. On razkoplje asfalt, razkoplje na najglobjo točko, kamor se položi fekalna kanalizacija in vse to zasuje nazaj. Se umakne iz gradbišča, pride na gradbišče izvajalec sočasne gradnje, zadevo ponovno razkoplje do najnižje točke, kamor umesti bodisi meteorno kanalizacijo, bodisi nov vodovod oziroma obnovljen vodovod ali plin in optiko in potem zadevo spet ponovno zasuje. Se umakne in pride tretjič izvajalec fekalne kanalizacije, ki vzame zgornjega pol metra ven, zadevo utrdi, prepravi zgornji sloj in potem asfaltira in cesta je zaključena. Skratka. Kaj to časovno pomeni mogoče za krajane? Ja, to se, recimo, poglejte primer SH kanala v Zgornjih Pirničah. To je kanal gor proti Erjavcu oziroma proti Šmelcerjem, 120 in več gor. Tam smo imeli lani avgusta sestanek, ko smo res verjeli, da bo šlo še za sočasno gradnjo.
in smo ljudem rekli, dajte 3-4 mesece potrpeti, vemo, da bo divje, ampak pol bo zadeva urejena. Če greste danes pogledati, imajo ravno tako, kot so imeli avgusta razkopano cesto še danes, s tem, da se za sočasne gradnje, mislim, da še vedno nekaj brskajo tam in polagajo. Tako da to pomeni predvsem prvič za ljudi 3-krat več živcev potrpljenja, kot je bilo v osnovi mišljeno, ampak verjemite, da na strani občine pa vsaj 6-krat več potrpljenja, kot je bilo mišljeno. Ne. Kaj pa pomeni to za občinsko blagajno? Za občinsko blagajno to sicer na določenih segmentih, seveda tam, kjer se izvajalec fekal ne more umikati, pa se zaradi tega podaljša, pa so dodatni stroški, nastajajo dodatni stroški. Po drugi strani, roko na srce, iščemo načine, kje projekt malo zracionalizirati, zato da bi tisto, kar bo tam dodatno naneslo, skompenzirali noter. Trenutno smo se kar držimo tega našega plana. Tako da za samo blagajno je manj usoden, kakor je za doživljanje ljudi na terenu. Ne. Ker ljudje res potem, tako bom rekel, razdelim jih med ljudi, ki razumejo, med ljudi, ki ne razumejo, pa med ljudi, ki nočejo razumeti. Ne. Ljudje, ki razumejo, sem jim strahotno hvaležen, ker imajo potrpljena še pa še in samo recimo ob kakšnem dežju pokličejo in rečejo, lejte, dejansko so take luknje, da ne moramo več in rečemo, vemo, takoj bomo urgirali, če je izvajalec pozabil in tako. Potem imamo skupino ljudi, ki ne razumejo, ker je projekt dejansko res kompleksen in je težko razložiti, zakaj 3-krat zakopavajo, pa odkopavajo, pa da to v resnici je največji meri, vsaj tako jaz zdaj gledam, trpijo izvajalci, ker zdaj so pogruntali kaj, da je to v resnici za njih ogromno enega dodatnega dela, sploh zdaj, ki je gradbeništvo v konjunkturi. Namesto da bi zadevo eden hiter naredil, zaprl in letel zaradi mene, ne vem kam, v neko drugo občino delati, se zdaj po domače povedano se jih kle pase cel kup enih izvajalcev, vsi nesrečni, ker ne morejo tam pa toliko delati, kot bi radi. Ne? In skratka, pač ena določena skupina ljudi to res verjamem, ne morejo razumeti, se jaz tudi mogoče, če ne bi bil na občini, bi to težko. Pa imamo pa še manjšo skupino zelo namernih ljudi, ki pa nočejo razumeti, ne? Oni pa uživajo v tem, da grejo zadeve narobe, o tem, da izdajajo dezinformacije. Zelo neprijetno, jaz moram reči, sem imel eno izkušnjo v eni gostilni v Pirančah, ki me je osebno zelo prizadela, pa bo zgleda, da dekle jokam, ampak ko sediš za mizo, pa za sosedno mizo 5 pametnjakovičev v petek v Viljamovki ugotavlja, kako bo občina vsa sredstva potrošila za administracijo, pa za ne vem kaj. Ne. Takrat te pač prime, da bi rekel, gospodje, ki ste tako pametni, pridite za en teden v ekipo, pa boste povedali, pa boste po enem tednu povedali, kakšno rešitev vi vidite. Ne? Ker glede se nas 15 poglav tolče, od pravnikov do unih, ki so na terenu, do zunanjih služb, kako zadevo zapeljati do konca. To je pa pač tista tretja grupa žleht ljudi, ki pa tudi očitno po Gausu morajo zmeraj povsod biti. Dobro. Je bila doslej že izdana kakšna odločba o plačilu komunalnega prispevka za to novo dobrino? Ne še, zaradi tega, ker enostavno tako, potem, ker zdaj tečejo pogovori v hiši, bomo najprej začeli s tem koncem, se pravi, če po desni bregom Sore. Taki se bo hitreje lahko točno to. Torej, govorimo o centru Medvod, pa o Preski, pa do Sore, tam, kjer smo delali Rakovnik, predvsem Goričane vaše, zato, ker oni se bojo dejansko lahko prej preklapljali. Tam, ko bo sistem izgrajen, bomo šli v pridobivanje uporabenega, gremo na Celovško cesto, se odvaja. Tako. In bo stvar enostavnejša. V Pirničah je pa treba vedeti, da dokler ne bo C0 zgrajen, mi uporabenega ne bomo imeli. Tako da tam se nam je pa zdelo, ok, že tako zdaj ljudje morajo imeti konjske živce, da tole potrpijo. Bi bilo čist brez veze zdaj že toliko prej jim izdajati položnice, če pa bomo v resnici odvisni od tistega, kako se bo dol gradilo. Tako da teh izračunov, ne položnic izračunov, pa odločb bo res ogromno. Še vedno pa lahko sami izračunajo, vsaj približno, na kakšen način treba obnoviti to? Imajo na spletni strani možnost, da vnesejo noter podatke, mislim, da so 3 podatki, namenska raba, recimo, da je to stanovanjska hiša, toliko je velikost parcele, toliko je bruto oziroma neto tlorisnih površin, to vnesejo noter in dobijo nek približen izračun komunalnega prispevka. Drug strošek za občane je seveda potem ta hišni priključek. Tukaj je pa največ vprašanj. Plača občina. Ja, to noče noben slišati. Ljudje sami, seveda. Hišni priključek je v lasti človeka oziroma vsakega gospodinjstva. Ste šli maksimalno na roke, recimo, da vsaj
ta hišni priključek nekako Ja, tam je treba, čim tam nas krajši. najbolj skrbi to, da imamo vsaj približno enaka merila za vse. A ne? Pri hišnem priključku je treba par stvari razjasniti. Meni povejo sodelavci, da je recimo vsaj polovica vprašanj ali pa še več se jih nanaša prav na hišne priključke. Najprej Zakaj je tam jašek? Ne? Najprej Kjer treba je? razločiti med plusi in minusi, ki jih imaš v življenju, odvisno od tega, kje imaš svojo hišo. Ne. Če imaš svojo hišo ob glavni Piranški cesti, pomeni, da vsak dan poslušaš 5000 vozil, ki brančijo tam že od 6 zjutraj naprej in je tvoja kvaliteta življenja malo nižja. Je pa res, da ko gre kanalizacija mimo, jo praktično dobiš jašek na mejo oziroma na svojo parcelo. Tako. Če živiš nekje oddaljen 500 metrov stran od glavne ceste, kjer slišiš zjutraj ptiče pet in sosede praktično vidiš, če jih hočeš, drugače pa ne, je pa najbrž za razumeti, da imaš hišnega priključka nekaj dlje, kot pa ki živi tam v popolnoma strnjenem naselju. Ne. In to vidim, da je tukaj največja težava pri ljudeh. Ne. Zakaj mi ne pripeljete? Potem imamo pa zdaj točno tisto, kar sem svaril na samih zborih krajanov. Ljudje pred leti, ko se je to zbiralo, niso hoteli dati služnosti, kva bo občina rila po našem, ne? Zdaj pa pridejo z vprašanjem, zakaj pa mi nimamo do naše hiše. Zato, ker je vaša cesta v privat lasti in ker niste dali služnosti oziroma ste služnost pogojevali s takimi pogoji, da je pač bilo za občino popolnoma nesprejemljivo. Če še enkrat obnoviva v tem primeru projekta Čisto zate, občina kakšne posebne služnostne pravice ne plačuje ali pač v določenih primerih? Predvsem mislim, da je bilo v redkih, procentualno zelo majhnih primerih, kjer je bilo nujno, da smo projekt potegnili preko tega zemljišča dotičnega, kjerkoli je to že bilo, ker se je nanj navezval več hišne. Zdaj, če je bilo pa to končno, pa se nismo sekirali in se danes ljudje sekirajo, ker je bilo takrat dano, pa niso hoteli. Imate mogoče kakšno oceno, koliko objektov vendarle ne bo možno priklopiti na eno javno kanalizacijo, morda zaradi tehničnih težav ali pa mogoče zaradi teh sosedskih odnosov? Nekaj jih bo, pri čemer je treba vedeti, 95% pokritost mora biti zagotovljenja in tukaj ni dileme. Pa tudi občina bo predvsem upoštevala tiste, kjer zaradi tehničnih razlogov ne bo mogoče ali bi bilo res izven vsake normalnega razumevanja stroškov, zato da bi določeno hišo priklopili. Teh medsosedskih zdrah pa pač občina ne more upoštevati, ker potem pol objektov ne bi mogli priključiti, vsaj po tistem, ki zdaj poslušamo, da je cel kup ljudi nekaj skreganih in tako. To pa lepo ali pa grdo, pa rajš takoj povemo, kakor rajš prva kot zadnja zamera tega, pa to pač ne more biti termin, ki bi če hočete konec koncev pred Evropsko unijo oziroma tistimi, ki bojo revidirali projekte, rekli, vi ste pa nas pa ljudje skregam, pa se pač pol ne morajo zmeniti, kako se jo priključiti. Preden nadaljujeva, prišlo je vprašanje za vas za Žontarjeve ulice. 8 hiš nekako je v ulici in kot pravi naš gledalec Borut, se pri nekaterih pobira že soglasja za optiko, pri nekaterih pa ne. Že sicer ugotavlja, da ulica ni komunalno infrastrukturno urejena, da pa je res, da ne bi se gradila kanalizacija izven plana projekta Čisto zate. Zakaj Žontarjeva ulica na primer ni v tem projektu Čisto zate? Ne vem. Zato, ker mi to občinska uprava ni znala odgovoriti, ko je pripravljala dokumentacijo takrat v tistih letih, ki so jo. Zakaj je Žontarjeva izpadla, mi ni znal nikoli nobeden odgovoriti. To je še pred vašim mandatom. Ja, to je bilo, mislim, ne vem, ne bom trdil, kjerega leta točno, ampak takrat, ko so pobirali, ne vem, zakaj je Žontarjeva izpadla. Dejstvo pa je, da je Žontarjeva čisto v centru Medvod, oziroma na nek način v aglomeraciji Medvode, kjer moramo zagotoviti ravno tako 95% priklopljenost. Iz tega naslova smo že lani začeli s projektiranjem oziroma s pripravo dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije. Uspešno pridobili sredstva iz Voke, se pravi to, ki bojo holdinška sredstva, in v letošnjem letu bo ta projekt, se pravi, bomo ta projekt štartali in tudi zaključili. Torej, izgradnja fekalne kanalizacije po Žontarjevi, hkrati, če ni plinifikacije, to ne bom trdil, ali ni, gre plin zraven. Pomembno je, da bomo rekonstruirali tudi vodovod, ki ga bomo pripeljali čist do železniške proge.
Zakaj? Zato, da se potem samo naredi podboj pod železniško progo in se lahko priključi spodnji del Seničice. Se pravi, tukaj smo problem. Ki ima vedno, zdaj ima ta vaški vodovod, potem pa spomnite se tistega UPPN-ja Medno, kjer je bilo eno glavnih vprašanj, kako zagotoviti sploh vodooskrbo in tako. Tako da to je, potem pride asfalt. Zdaj, kar se tiče optike, je treba razčistiti. Optiko dela privat podjetje, to ni investicija občine. Je pa res, da načeloma mi zelo spodbujamo podjetje Telekom, ki je z nami podpisalo dogovor o izgradnji odprtega optičnega omrežja, jih zelo spodbujamo, naj grejo povsod noter, kjer smo mi, kjer imamo odprta gradbišča, ker na nek način, če že razkopavamo, je pametno, da enkrat. Tako da, če pobirajo ta soglasja, ne vem, kjer podjetje zdaj to, ker imamo tudi eno drugo podjetje, ko Medvodah, kar pobira soglasja, pa nima nobenega dogovora sklenjenega z občino. Z občino ima Imamo pravzaprav dva ponudnika, s katerimi je dogovorjeno. Eden je pač ta obstoječi, torej EVJ, ki je tradicionalno ponudnik, televizija, kabelski sistem Medvode oziroma upravljavec sistema EVJ. Oni so pač tradicionalno ali pa ste tradicionalno tukaj prisotni in iz tega naslova že po zakonodaji ob teh gradnjah, ki so, bi rekli, nadgrajujejo sistem in tako naprej. In ta drugi je Telekom, ki pa ima nalogo, da gradi odprto omrežje. To je zelo pomembno, ne? Vsaj nam se zdi, zato ker potem ljudje lahko izbirajo kjerkoli ponudnika, ga vzamejo za to, da je njihov operater. Imamo potem še tretje podjetje, ki pa se je dogovarjalo z občino, pa se ni nič dogovorilo. Pa vem, da zdaj tudi nekaj pobira po slišem, ampak tisto lahko, da pobirajo, pa ne bo nič iz tega, dokler se ne bojo dogovorili z občino. Dobro, tisto, kar smo opazili v vašem predvolilnem programu, je nobene zaveze za ostale dele občine, ki niso vključene v projekt Čisto zate, posledično niti v ta projekt sočasne gradnje, ki večino ljudi tudi nekako zanima, predvsem ta optika je tista. Imate v rokah mogoče kakšne že oprejemljive projekte, vsaj izvedbeno, če ne že terminsko, ker vemo, da časovno Bog si ga vidi kdaj. To vaše vprašanje bi izkoristil, da eno zadevo malo odprem. Kar pogrešam zdajle v Medvodah je malo solidarnosti. Zakaj? Če vzamemo primer komunalne opreme pa kanalizacije. Imamo predele občine, kjer je bilo v preteklosti zelo veliko investirano in so komunalno zelo dobro opremljena. Čeprav lahko dol padajo od jambranja pa to, ampak take so številke, taka so dejstva, tako, če hočete, je tudi stanje v cestah noter, ko pogledate rore. Imamo območja, ki jih zdaj s Čisto zate opremljamo. Vložili bomo vanja 17-18 milijonov evrov. Imamo območja, kjer izgradnje kanalizacije ne bo, to je območje Polhograjcev, kjer se tudi, to smo že stokrat razlagali, pa se na državi zelo počasi premika, aglomeracije spreminjajo in zdaj trenutno res se še vedno ne ve. Še vedno se ne ve. Lejte, če vam povem, torej še vedno ni tistega jasnega odgovora, kje bo javna kanalizacija, mi ga imamo v glavi. A veste, ker če čakaš državo, vam bom povedal za primer, recimo aglomeracijo Moše so oni priključili v Mavčiče. Zato, ker so pač iz pisarne videli, da je čez nek objekt, niso pomislili, da je to najbrž hidroelektrarna, po kateri fekalij ne moreš kar prestavljati sem pa tja, in so dali Moše v Mavčiče. Ja, dokler bojo oni pošiljali taka gradiva na občine, toliko časa, to je sploh brez veze, da se kaj pogovarjamo. Vi pa veste, kakšna je rešitev za Moše? Za Moše recimo vemo tudi za ostalo občino. Poglejte, Polhograjce, po Žlebeh pa po Golem Brdu je ekonomsko popolnoma neupravičeno graditi kanalizacijo. Ker je to tak strošek, da ga ni občine, ki bi to zmogla zgraditi, pa tudi vprašanje bi bilo efektivnosti, a bi sistem sploh deloval pri toliko različnih priklopih, ki so tam, bomo šli v MKČN-je in bomo sofinancirali izgradnje MKČN-jev. Zdaj moramo edino... Torej še vedno velja, da ne spravijo tiste račune, še vedno, ker se nikoli ne ve. Bomo povračali za nazaj. Skoraj prepričan sem, da bo svet sprejel, ko bomo dali ta spremenjen odlok gor, na dnevni red, da bomo sprejeli tudi povračila za nazaj. Se pravi, ta del se bo, zdaj govoriva o fekalni kanalizaciji, se bo razvijal po svoje. Potem imamo pa predel krajevne skupnosti Senice brez ladje, zgornja spodnja Senica, del Zbil in celo krajevno skupnost Smlednik, ki pa živi v letu 1940. In zelo težko poslušam, ali pa skozi težje poslušam ljudi, ki pridejo jambrat,
da so tretjerazredni državljani, zato ker bojo mogli narediti 30 metrov hišnega priključka, pa take primere imamo dejansko, se stankujemo dol. Hkrati bojo dobili pa na 30 metrov vso infrastrukturo 21. stoletja. Zadnjič na enem sestanku me je ena gospa tako razjezila, da sem jo vprašal, a sem jaz, ki prihajam iz Valburge, kaj sem jaz pol 12, 10 rupa nasviralo, bi grdo rekel, ne? A veste, mimo moje hiše gre sam vodovod iz leta 52, kjer imamo 100 defektov na teh vodovodih na leto. Zdaj, tukaj se treba enkrat zavedati, kakšna je komunalna oprema, pa kakšna ni, in da ne moreš vedno gledati samo sebe. In to je ta egoizem je največji problem trenutno. Jaz ne mislim, da bo zdaj kdo kar umedleval v temle v Pirančah, ker delamo kanalizacijo, pa bomo vse to zrihtali. Ampak vsaj treba se je pa zavedati, da bo vloženih tam, recimo vsaj v to krajevno skupnost 10 milijonov evrov. Mali krajevnih skupnosti, ki bi dobile take inpute v komunalno infrastrukturo. Zato se je treba zavedati, da bo potem treba zagotoviti 12 milijonov evrov za Snico, Zbile in Smlednik. Kje dobi 12 milijonov evrov, vas vprašam, ali pa vse, ali pa tudi sebe največkrat, če je treba zagotoviti 13 milijonov za izgradnjo nove osnovne šole Preska. To niso heci, ne? In te vaške gostilniške debate, ki trikrat svet rešijo v pol ure, jaz jih res dostikrat vabim, pridite, povejte, ker jaz, ali pa ne sam jaz, po mojem, da vsi v hiške delamo na tem, rešitve ne vidimo tako zelo enostavno. In bo treba v prihodnje načrtovati. Prej ste me izvala, ne, malo vam padem takole, ampak prej ste me izvali okrog mož. Za može, jaz mislim, da imamo relativno ugodno varianto, to je, da se priključimo na Šenčur. Zdaj, tam je pa treba ravno tako rešiti, kako vstopati v čistilno napravo, ker najbrž bo treba nekaj za to dati. Si predstavljam, da oni niso zgradili zato, da bojo nam zastonj dajali, to skoraj sigurno. In pa projekt potem po gravitaciji odvajanja do čistilne naprave. Projekt mož bomo najbrž naročili že kar letos. Kar se meni zdi potem pa tretja ali pa četrta zadeva zelo pomembno in na tem bomo ustrajali najbrž, je, da upravljavec še vedno ostane VOKA. Zato, da imamo na nivoju občine enega upravljavca. Ne, da potem imajo mož svojo ceno, ker bojo vezane na komunalo, Kranj, na odvajanje odpadne vode, ostali drugačno, skratka tukaj pol kaos. Imamo take primere občin, tudi ob Ljubljani, kjer imajo pol občine tam. Če hočete, recimo Litija ima zdaj zelo velike težave, ker ima nekje na odpadkih, nekje ima enega, nekje ima drugega, pa pol subvencionirajo. Se mi zdi, da je pomembno, da je en upravljavec na nivoju ene občine. Se da tako reševati mogoče tudi en del krajevne skupnosti Senica oziroma vsaj Zgornja Senica, glede na to, da imamo še eno čistilno napravo tik na meji. Ja, bi se dalo, tam smo pa že probavali, pa ni bilo, iz Škofje Loke pa ni bilo take naklonjenosti kaj Šenčurja. Ker Šenčur je v Trbojah, ko je zdaj gradil, so praktično že jašek pripeljali na mejo občine, ga že postavili v linijo proti Mošam in s tem zelo jasno povedali, se so tudi v vseh razgovorih, poglejte, kapacitete so, dajmo se usesti, dogovorimo se in zadevo zapeljemo. Tako da tam so imeli, vsaj takrat so nam par let nazaj, 3 leta nazaj razlagali, da imajo tudi neke zadržke zaradi financiranja, ki naj bi se v 5 letih potem spremenili. Tako da mogoče bo tam se tudi kaj najceneje bi zagotovo bilo za tisti del Senice, ki bi direktno gravitiral lahko tja, ker še vedno, kakorkoli gledamo, najugodnejše, najenostavnejše je pač, če teče dol. To je tudi prednost Medvod v projektu Čisto zate, se pravi, da vse gravitira tako, da teče v Ljubljano. Če smo pač ugotovili, da nekateri bomo greznice imeli še dolgo časa. Razen, če te zgradili Makačene. Dobro, ampak krajevna skupnost Senica recimo ali pa krajevna skupnost Zbilje, občanka Zbilj sprašuje, ali mora javno podjetje VOKA izprazniti polno greznico, ne le enkrat na 3 leta, ampak vedno, ko je ta upravičeno polna, vemo, če damo meteorno kanalizacijo, potem to ni upravičeno polnjenje oziroma praznjenje greznice in to brez doplačila. Ali to še vedno velja? Da, to je bilo lansko leto sprejeto, ne bom trdila, za 3 leta, meni se zdi. Res, da je bilo lani od 1.1. do 1. maja, meni se zdi, je bilo tisto vmesno obdobje, ko to ni bilo jasno, potem je bilo to sprejeto. Morajo, je pa tudi, se ste sami rekli, oziroma občanka, ljudje imajo speljano ogromno meteorne vode noter. In če so meteorne vode v kanalizacijo speljano, to pa v greznico. V greznico, ne v kanalizacijo, v greznico, potem pa je pač že računsko nemogoče pričakovati, da bojo to skozi praznili, ker mislim, da ima VOKA 6 teh vozil. Bo to držalo tudi
sedaj, ko je k Voki pridružena Snaga, ta proizvaja kar nekaj izgube, v lanskem letu okrog 6 milijonov evrov. Bo to veljalo tudi vnaprej? Ja, sklep je bil sprejet in jaz pričakujem, da se to, da poslabšali stanje za naše občane ne bomo. Prej se nam bo, upam, da čim prej, a ne začelo dogajati tudi zaradi sistema Čisto zate, bo vse več objektov priključenih na kanalizacijo, se pravi, bo greznic manj, bo samo javno podjetje to lažje vladalo. Okrog 1000 ne bi se jih znebili. 1100 samo v Medvodah. Če pa gledamo, koliko aglomeracij opremlja Ljubljana, zdaj s kanalizacijo tudi, kjer ima tudi zdaj trenutno še greznice, pa matematika pove, da bo potem moglo biti lažje kot zdaj, kjer si predstavljam, da imajo teh klicov res veliko. Pred 14 dnevi približno ste družbeniki javnega holdinga Ljubljana potrdili to pripojitev javnega podjetja Snaga k javnemu podjetju Voka kanalizacija. Kaj konkretno mogoče to pomeni za občino Medvode, za investicije v recimo kanalizacijo? Bo zdaj mogoče kaj težje priti do določenega denarja? Računam, da ne. Računam, da dogovor, ki vlada med družbeniki, ostaja, ker to je temelj zaupanja, da sploh družbeniki lahko skupaj delamo. Ta dogovor pa je, da se pač vlaganja sorazmerno z lastniškim deležem vračajo v posamezne občine. Iz tega naslova, recimo letos, to je vsem treba reči, načrtujemo ogromno enih vlaganj, kjer je soinvestitor Voka. Kompletna kanalizacija do Jeprce in potem opremljanje tega dela je vezano na Voko. Komplet kanalizacije od Jezerška do Sora Prima filtrov plus 2 voda, ki gresta gor, je del holdinških sredstev. Prej sva že omenila Žontarjevo, je del holdinških sredstev. Iskreno upam, da se nam bo pa uspelo dogovoriti tudi za komplet kanalizacijo v Vikrčah, ki je del izgradnje Čisto zate, se pravi projekta kanalizacije v Čisto zate, pa je neupravičen strošek. Se pravi, za kanalizacijo v Vikrčah nam EU ne da sredstev. To je fajn, da vejo ljudje, ne? Da to izgrajujemo 100% svojimi sredstvi, ker pač Vikrče niso zadosti velike, da bi lahko sodile v to aglomeracijo. Ampak so pa na poti. So pa na poti in gre glavni kanal in iz tega bi bilo nesmotrno, neekonomično, da ne bi hkrati to izgrajevali. Če bomo tudi tam uspeli doseči z Voko, oziroma s holdingom, da nam sofinancira izgradnjo v Vikrčah, potem bomo samo v letošnjem letu okrog 2 milijona evrov pridobili iz tega naslova. To je pa, če pogledamo, koliko dobimo iz Komunale Kranj, ker ne dobimo nič, je pa to kar velika številka. Svet ustanoviteljic javnega holdinga Ljubljana, torej tudi občina Medvode, ena izmed 7 ustanoviteljic lastnic je podprl določene podražitve. V javnosti je bila podana ocena, da se bo položnica Voke, tam, kjer ta opravlja obe storitvi, torej tako oskrbo s pitno vodo, kot tudi ravnanje z odpadno vodo, s 1. marcem zvišala za povprečno 5%. Mi nekako nismo dobili enega tistega čisto jasnega odgovora, kaj se bo zgodilo z položnico, ki jo Voka naslovi na naše krajane, glede na to, da se mi vendarle oskrbujemo z pitno vodo z Komunale Kranj ali pa iz vaških vodovodov. Ja, ne, kar zadeva, se pravi fekalno, se pravi čiščenje in odvajanje odpadne vode, večjih podražitev ne bo. Kar zadeva smeti oziroma odvoz odpadkov, večje podražitve bodo. Se pravi, mislim, da tam okoli 20% so ocenjene, 22 do 23%. Sliši se ogromno, še vedno pa imamo z naskokom najcenejše smetine. Se pravi, če bo šel, mislim, da je ta mal kontejner zdaj okrog 8,5 €, če bo šel na 11 €, naj mi pove, kdo... Mislim, da je ostal pod 10. A celo pod 10, no pa še celo to. Ampak recimo, tudi če je 11 €, mi povejte, kje za 11 € imaš urejeno odvoz odpadkov. Treba se, ravno zadnjič smo se pogovarjali na kolegiju, pa je ena sodelavka naša povedala, ki prihaja iz občine Komenda, da ona plačuje 23 €. Kako so lahko, glede na to, da so recimo te komunalne storitve izračunane po neki državni uredbi, vendarle tako zelo različne? Kaj je tisto, kar vpliva na to? Ekonomija obsega je glavna. Ekonomija obsega in to je tisto, kar jaz ves čas govorim, kaj je res velik plus, da so Medvode tako solastnik Komunale Kranj kot Ljubljanskega holdinga. Ker se razporedi na več. Seveda, lejte, naših 17 milijonov, ali pa rečemo 15, ker Meteorna ni upravičen strošek, bo odpadlo
voda, se pravi naših 4 milijone ali pa 3 milijone investicij v vodovode, bo padlo v bazen vseh 7 občin. In te 3 milijone je potreba po amortizaciji razporediti. In če to vržete na 70.000 uporabnikov, to ni skoraj nič. Če bi imeli mi komunalo Medvode, tako kot nekateri želijo, ki bi upravljalo vodovode, bi te 3 milijone preletelo noter in bi omrežnina poskočila tako skladno s to uredbo, ki je bila sprejeta, da bi ljudje nas povprašali po duševnem zdravju. Ker bi mogli plačevati, se je dogajalo občine, recimo bolj za fekalno oziroma za kanalizacijo, so imeli omrežnino 40 € na mesec. In to je ta plus velikega sistema. Tudi izgradnja kanalizacije. To, da naših 22 km pade v 100 km v Ljubljano, pa vse okrog, je velik plus, ker se zelo malo pozna potem na ceni. In to je zagotovo, zato jaz ves čas trdim, da pač Medvode tukaj imamo zelo ugoden status. Nam se ni treba ukvarjati z nobenimi nakladalnimi rampami. V Medvodah nimamo nobenega smetišča, kjer bi smrdeli tako kot na Jesenicah ali pa v Komendi, tamle v Suhadolah ali pa kjerkoli. Skratka, vse te zadeve zdaj, mi včasih tudi ljubljanski župan poučita, da tudi fekalno kanalizacijo bomo lepo. Veste, Medvodem se ni bilo treba ukvarjati s tem, kam na mejo bomo postavili, pa kam bomo postavili, če nismo za C0, kam bomo postavili čistilno napravo. Ta film bi jaz rad videl v Medvodah, kako bomo mi umestili en tak objekt, ki bojo vsi proti, pa kam ga bomo umestili. Najraje nekamo in hrib, ki pa ni logike, ne more biti na najnižji točki. Bomo vsaj zbirni center, kam uspeli poglejte, postaviti. kakšne križe in težave imamo z zbirnim centrom, pa so bile peticije, pa so bili ne vem koga vse, so bili vsi proti. Zdaj smo dobili na Jeprci, kjer ga bomo gradili, drug let začnemo, letos ne bo, pač ni sredstev, ne moramo. Bomo probali letos vsaj dokumentacijo dobiti, ampak že z enim zbirnim centrom, zdaj ga imamo v Donitu. Razen da Ropotaka ljudje mečejo noter, nekih emisij ni. In jih tudi naprej ne bo, s tem, da bo ta nov objekt bo lep. Ne tako, kot je zdaj ta žalost, ampak bo lep. Bo tam mogoče dobil prostore tudi režijski obrat? Nekoč, ko bomo imeli denar. Najprej bomo gradili zbirni center, to je nažalost, sem to povedal, tudi vodji režijskega obrata, ni pretirano srečna, ampak ne vidim možnosti, da bi najdel še nekje 300 jurjev, da bi lahko šli delati zraven vsaj nek osnovno. Ni, pač ni jih. Ne bo jih, v 19 in 20 jih ni. Še ena podražitev se nam obeta oziroma s 1. aprilom in to je pa mestni svet odločal o tem, da se vozovnica LPP-ja iz €20 podraži na €30, medtem ko ostale tiste terminske vozovnice, torej šolske, delavske in pokojninske, urbane, ostanejo na istem. Kaj to pomeni za nas, razen tega, da že sicer zelo veliko subvencionira občina Medvode te prevoze, 25-tico, 30-tico, 15-tico? To me pa kar malo skrbi, ne toliko to povišanje, ker je edino pravilno, ker že ne vem koliko časa ni bilo nobenega povišanja, tako da iz €20 na €30 enkratne vožnje ni nič. Skrbi to, da ni večje povišanje? Na nek način res, na nek način res, ker recimo mesečne ostajajo enake. Treba je povedati, da občina že okrog 250 000 € letno namenja za subvencije LPP-ju. 250 000 € ni majhen denar, pri čemer 25-tica ni rentabilna. Pa veste, da gre v Ljubljano in da je najbolj polna. Kje smo potem še z 15-tico in 30-tico? Kakšna prihodnost se kaže te podaljšanje? Poglejte, malo sem bil slabe volje, ko sem videl prejšnji teden dopis LPP-ja, kjer predlagajo, da ukinemo podaljšanje linije do Sore. Ker je absolutno nerentabilna, ker ni nobene matematike noter in predlagajo, da pač, če ne želimo plačevati še višje subvencije, naj ukinemo 15-tico. In kakšna je sedaj vaša odločitev, glede na to, da blagajna poka? Ja, ni bila še sprejeta. Po eni strani je razumljivo, če gledamo matematiko, je čisto razumljivo, da se pač ne izide. Lahko si ljudje zelo želijo tega avtobusa, ampak očitno ga ne uporabljajo. Tako da jaz si tudi kaj želim, pa pač ne gre. Mi smo pač taki, da bi očitno čim prej radi prišli v Ljubljano, vse večina njih, ne v center Medvod, mogoče se razmišlja o kakšnih drugačnih... Teh idej je ogromno, ampak veste, da bo 25-tica zdaj krožila okoli vsake hiše, pa čakala, kdaj bo kdo blagovolil iti na avtobus, bo zelo težko. Ali pa zamenjan krog.
Saj pravim, jaz kar rečem, ni strokovno, zato ker nimam iz tega, ne vem, kako se sestavljajo te vozni redi in tako. Vem samo, da vsaka taka odločitev ima potem posledico na financah v občinskem proračunu. In tukaj bo treba, jaz si res ne želim se mi zdi, da je bila dodana vrednost, da smo to uvedli. Ne vidim, mislim, ne želim si, da bi to ukinili, no. Po drugi strani pa ne vidim prav veliko več možnosti pri poviševanju subvencije, ker 250 tisoč evrov je pa že denar, za katerega mi lahko kakšen odsek ceste letno naredimo, ali pa, da ne gledam sam v ceste, ga lahko investiramo tudi kam drugam. Tako da predvsem, no, bolj kot na karkoli drugega, jaz sklele apeliram na to, da se ljudje zavedajo omejitev, ki vladajo, ne. To pa so dejstva, pa se lahko zamerim komurkoli, ampak Golo Brdo ne bo nikoli LPP-ja. Ker pač ni matematike, se ne more izideti. Je kakšna novost okrog tega, kako priti čim hitreje v Ljubljano, tudi za voznike iz Škofjeloškega konca? Eno leto nazaj mislim, da smo dobili kar nekaj zagotovil strani prometnega ministra in ministra za infrastrukturo. Prometni minister oziroma minister za infrastrukturo se je zamenjal. Nova ministrica o tem ni nič kaj dosti slišala še, zdaj se blazno veliko gradi po Kranju. Treba bo naprej pritiskati, ja. Treba bo zato, da se ta faznost, ki je bila obljubljena, se pravi najprej izgradnja od Preske naprej dol, da gre to naprej. 4 pasovnica, potem pa obvoznica oziroma, kako se temu reče? Mimo Medvod? Ne, tisto pustimo stati. Ne. To se pravi Jeprca oziroma ja, mislite meja. Jeprca Vodice? Tako, ja, meja Vodice, tisto pa ja. Ta od Preske do Jeprce, tisto bi jaz pustil s temi viadukti, za ta denar bomo prej naredili cesto do Vodic od zadaj, s tem razbremenili še en kos občine, pa tukaj le vzeli precej prometa. Treba bo naprej, je pa treba se tudi zavedati dometa, ki ga ima ena občina, pa dometa, ki ga ima potem skupaj 5 občin. Tako da tukaj je za nas ključno sodelovanje vseh loških občin. Je še vedno dobro, glede na to, da se je oblast v nekaterih malce zamenjala? Ne vem, če je toliko problem v menjavi županov, kot zna biti včasih problem v odločitvah, ki ne podpirajo tega timskega duha, sprejete v občini Medvode. Jaz dostikrat rečem, da so stvari na dogovorni ravni zelo odvisne od fair playa. Če mi igramo tako, da vejo, da stojimo skupaj z njimi. Če pa mi takrat, kadar njih rabimo, pokličemo pa rečemo, bodite zraven, ker pa oni nas rabijo, se pa umaknemo. So kakšne novosti mogoče na področju osnovne šole Jela Janežiča? Glede na to, to je ravno to je to, o čemer sem govoril. Eden izmed teh. Ne, nič novega. Jaz ne vem nič novega na tej točki. Letošnja zima se recimo, da se zaključuje. Bila je dokaj naklonjena občinski blagajni, kar se zimske službe tiče. Gorenjski gradbeni družbi se z aprilom preneha koncesijska pogodba. Mislim, da se ravno sedaj zaključuje ta odpiranje. Je kakšen potencialen kandidat, ki bi v prihodnjih 2 letih upravljal to zimsko službo in pa redno vzdrževanje? Srčno upam, da je. Ne, mislim, da je zagotovo. Saj konec koncev to je posel, ki je zagotovljen za 2 leti. Beseda ali 2 o letošnji zimi. Vsi vidijo blazno velik prihranek. Mi imamo tam, mislim, da 400 tisoč evrov na zimski službi. Dejansko, lansko leto, ko je bilo skoraj 500 tisoč evrov zimska služba nastala, 500 tisoč evrov, je bilo 2/3 stroškov z posipanjem, pa soljenjem. Se pravi, samo 1/3 je pluženja. In tudi letos je bilo posipanja kar nekaj, ampak seveda pluženja pa praktično skoraj nič na srečo. In mislim, da bomo tam okrog 250 tisoč evrov do 280 je predvideno, da nas bo stala zimska služba. Nekaj smo prevrčevali in dali že takoj na odhodkovno stran, tam, kjer je bila luknja. Kar se pa novega koncesionarja tiče, pa ja, potekel je čas za prijave oziroma odprle so se prijave. Imamo rezultat, 2 podjetji sta se prijavili za izvajanje koncesije, zdaj bojo pa ti postopki tekli naprej. Upam, da bo čim prej eden od njiju 2 izbran in da čim prej začne delati.
Je med njimi tudi Gorenjska gradbena družba? Da, eden izmed njih je Gorenjska gradbena družba. Nadzorniki so pred 2 letoma oziroma več ugotavljali, da je bil postopek pri izbiri Gorenjske gradbene družbe pravilen. Dali so pa priporočilo, da se vendarle razpiše koncesija za več kot 2 leti. Tega priporočila občina ni upoštevala. Zakaj recimo? Zato, ker je bila to zahteva župana. Ko smo začeli pripravljati, je bila to, meni se zdi, da je edina zahteva vezano na koncesijo, ki sem jo pa res jaz dal. Zakaj? Zato, ker so cene zdaj v gradbeništvu previsoke. Zdaj je v gradbeništvu konjunktura, kdor spremlja, ve, da so cene za 30, 40, nekje tudi za 50% že višje, kot so bile v najbolj kriznem letu 2015-2016. In upate, da bo čez 2 leti bistveno boljše? Ja, to se grdo sliši, ampak za občino bi bilo kar v redu, če bi gradbeni trg mal prišel spet na realna tla. Se pravi, in to je edini razlog. Zakaj? Zato, ker enostavno, če bi po teh cenah nekomu garantirali posel za 5 do 10 let, škoda, zakaj? Čez 2 leti lahko dobimo 20% nižje cene, 20% per milijonu, 1,2 milijona je pa 200-250 tisoč evrov na leto. To je pa že en tak denar, za kjer ga lahko, če gremo takoj ga dati nazaj v ceste, lahko odpravimo kakšno izmed res problematičnih točk. Pogoje ste malce umilili v tem javnem naročilu. Kako bi mogoče zavrnili koga, ki bi rekel, da ste mogoče komu na roke napisali Sigurno smo komu na roke razpisali, zato ker to pol skozi poslušaš. Ampak 2 leti nazaj... Ne namenoma. Ne. Mislim, 2 leti nazaj smo poslušali ravno to, zakaj ste tako strogi, zakaj ste bili tako strogi in ne vem kaj vse. Jaz sem takoj vprašal pol te, ki so delali razpis, tam noter res nisem bil. Moje prvo vprašanje je bilo, zakaj ste iz 750, mislim, da na 500 ali 550 znižali letni promet, pa ne vem, neke še druge zadeve. Zakaj to? Jaz sem rekel, župan, zaradi tega, ker smo 2 leti nazaj jih poslušali, da smo prestrogi, zdaj smo pač omilili to, da še vemo, ne moreš pa vzeti enega, ki je 40 jurjev na let naredil na investicijah v cesto, zdaj bo pa nam 200 km cesto zdržal, da ga bomo vsak dan iskali, ki stismo bagarčkam pleše. In je 500 000 še neka taka cena, ki so pristali, prav v luči tega, da ne bo spet cel kup govora o tem, za koga je kaj napisano. A veste, če bi pisali mi za GGD, pa bi mogli dati omejitev 40 milijonov, ne vem, koliko imajo oni, 50 milijonsko realizacijo na leto. Tako da daš omejitev 500 000, res probaš povabiti najširši krog tistih, ki, kot sem prej rekel, imajo še na razpolago zadostne kapacitete, da lahko izvajajo in zimsko službo in letno vzdrževanje. Zimska služba in letno vzdrževanje cest nas sedaj stane manj, kot nas je mogoče pod bivšim koncesionarjem. Zimska služba ne upam reči, pri letnem vzdrževanju je pa tako. Gorenjska gradbena družba ima tudi asfaltno bazo in iz tega naslova so bili asfalti zdajle. Če pogledamo konec lanskega leta, ceno asfaltov, ki smo jih mi dubali na projektih, na investicijah, pa ceno asfalta na koncesiji, je bila neprimerljiva. Je bila tam toliko nizka cena, ker je bila še izpred 2 let, da smo res ogromne količine asfalta. Eni so rekli, da zato smo bili pred volitvami, ampak v resnici je bilo to, ker je bila toliko pocen asfalt na koncesiji. GGD se je na koncu že kar upiral, ker so seveda, zakaj bi nam prodajali asfalt po 13 evrov, če so ga lahko po 20. Pa če ga primanjkuje drugje. Ja, primanjkvalo ga je pa povsod. Ja, pa spet so rekli, da zaradi volitev, pa nisem toliko siguren, ker kdor pozna, ve, da se je zdaj ogromno projektov vezanih na kohezijo zaključevalo in tam je normalno, da so potem precej poasfaltirali tudi. Ja, počasi bova prišla še na eno področje in to je zdravstvo. V tem predvolilnem obdobju smo skoraj da dobili en tak občutek, da je najbolj problematična pri nas prav ustanova Lekarna Medvode. Eni so opozarjali na lastništvo, drugi na to, da potrebujemo konkurenco, skratka, kateri so tisti zadnji najbolj aktualni podatki, ki so vezani na Lekarno Medvode. Bodi si na lastništvo, bodi si na načrte nove. Ja. Rekli ste Lekarna Medvode, to sicer ne obstaja. Ja, Lekarna Ljubljana v Medvodah. Čeprav včasih smo razmišljali že tudi, da Lekarna Medvode ne bi bila slaba, ampak je zakonodaja taka, da spomnim se, da smo 4 leta nazaj še z sodelavko, ki je prej pokrivala družbene dejavnosti, da sva z tedanjim direktorju predlagala, kaj če bi mi naredili, da bi naš zdravstveni dom imel še lekarno, pa se samo zasmajajo. Rekel prav, ene lekarne pa res ne bo šla zadeva tako enostavno skozi.
To vprašanje ostaja odprto. Je pa problem v tem, da se mi zdi, da res na državnem nivoju so tako nasprotujoča si mnenja. Po eni strani mnenja zasebnikov, ki nam pošljajo dopise in tam razlagajo, kaj vse naj bi bilo narobe z Lekarno Ljubljana, potem en dan kasneje dobiš odgovor na 6 straneh Lekarne Ljubljana, kaj vse je narobe z unim in kako oni vse izpolnjujejo prav. Tako da kle smo 27. januarja pretekel rok, da se uskladijo vse zadeve. Zdaj čakamo, kaj se bo zgodilo v resnici. Jaz mislim, da to čaka nas cel kup občin, ki smo na nek način v navzkrižnem ognju. Zdaj pri nas bo treba pač tukaj sprejeti odločitev. Jaz jo ves čas vežem tudi na odločitev o prizidku k zdravstvenemu domu, kjer bi bilo najbolj pametno, da imamo hkrati tudi lekarno. Sicer, če se ne motim, v zadnjem pogovoru je bila direktorica zdravstvenega doma Medvode, Marjeta Tomič-Matičeva, dokaj jasna. Pravi, v objekt sam zdravstveni dom Medvode ne. To se pravi, to naj bo investicija občine, mi smo pa z veseljem tisti, ki bomo opremili ambulante za svojo dejavnost. Te izjave sicer nisem videl, da ne bom prejudiciral, ampak te zadeve seveda ne grejo tako enostavno. Zato drugače treba se usesti, vzeti odlok o ustanovitvi, kot direktor ga prebrati, videti, kdo te je ustanovil in kdo tukaj živi in s tem zdravstvenim domom nekako sobiva. In tisti, ki tukaj živimo in tisti, ki tukaj sobivamo in se odločamo skupaj, a je to občinski svet, a smo to vsi občani, vemo, kaj si želimo. In to ne more biti vezano samo na mnenje direktorja. Pa bom vzel tako dobro namerno, pa bom rekel, da najbrž hotela samo povedati, da samo zidove naj nekdo drug, oni bojo pa vse ostalo. Jo čisto razumem, saj ni noben problem, saj tisto, ker imajo oni denarja, bo šlo vse za opremo. Opremati, ker ideja zdaj je, da se naredi klet, v kletnem prostoru bi bili arhivi, občina zdaj plačuje arhiv vsak mesec, ker ga nimamo kam dati. V pritličju bi bila lekarna, govorimo o 250 do 300 kvadratov površine, to je zelo velika, oziroma ena večjih, prijetnejših lekarn in tako. V prvem nadstropju bi dobili pa vsaj 3 oziroma 4 ordinacije, ker bi pa tudi, če obstaja neka vizija razvoja zdravstvenega doma v Medvodah, bi bilo to sila primerno za to, da se lahko dodatne programe pripelje. Nekaj dodatnih programov smo sedaj že pripeljali. Kapo dol, super, smo zelo veseli. Moram reči, da namesto okulistična in ginekološka ambulanta 5-krat tedensko, prej 3-krat, rentgenolog 3-krat tedensko, ginekologinjo smo pa, če poslušamo, skoraj da po čudežu pridobili, rentgenologa pač ne. Pa bomo sedaj vprašala, je vendarle čas, da se mogoče podeli kakšna koncesija, ne sedaj v zobozdravstvu, kot smo vedno govorili, ampak mogoče na kakšnem drugem področju. Zadnjič sva z direktorico se pogovarjala in sem jo ravno to vprašal. Dajte mi tako povedati, a je, kaj naj zdaj, kako naj se tukaj obrnemo, da bo, ker vidite, da ta zdravstveni sistem v Sloveniji je na neki čudni točki. Poglejte, kaj se dogaja z osnovnim zdravstvom Gorenjske v Kranju, tamle v Kočevju sem zadnjič gledal, nimajo nobenih splošnih zdravnikov, jim občina celo stanovanja ponuja in tako, če bi prišli. Tako da ni tukaj enoznačno. Tisto, kar je bilo pred volitvami, recimo se mi je zdelo, da je zdravstveni dom bil tarča polovic debat in vsi so bili strokovnjaki in vsi so vse vedeli, kako je treba narediti. Dejansko očitno je trenutno stanje v Sloveniji zelo problematično. In to, da smo uspeli dobiti, da imamo vse te programe, zato gre zagotovo zasluga direktorici in celemu timu Gorka dela. To, da je uspela zasesti vse splošne ambulante, da je dobila, tako kot ste rekli, skoraj po čudežu potem ginekologa in tudi mislim, da zdaj se vsem dogovarjajo tudi za ultrazvok oziroma za radiologa ali kako se že reče. To so siguren plusi, ki so, in treba se zavedati, da očitno je na razpolago veliko več delovnih mest, kot je unih, ki so pripravljeni se na nje prijaviti. Mislim pa, da bolj kot koncesije je prihodnost našega zdravstvenega doma v nadgradnji storitev, ki jih ima. V smislu, da ponudijo tudi tisto, kar sicer občani hodimo, nažalost, jaz mislim, da je to nažalost, doplačevati nekam drugam. Iz tega naslova mi je bilo zelo fajn, ko so, oziroma zdaj letos nabavljajo nov ultrazvočni aparat. A se reče ultrazvočni? Ja,
za izvajanje ultrazvoka trebuha in tako. To bo velika investicija, kjer pa bojo skušali biti racionalni, jo čim več uporabiti v javnem programu in jo hkrati potem zraven dati še za doplačilo tisto, kar se dodatno izvaja in to. To se mi zdi super. Tudi vsem pri zobozdravstvu. Zelo spodbujam direktorico, naj najdejo nek način dela, kjer bojo dovolj stimulirali zobozdravnike pa njihovo osebje, da bodo izvajali samoplačniške storitve. V večji meri kot do zdaj. Ker če res nismo naklonjeni koncesiji, pa nimamo nič proti temu, da če nek človek pa reče, jaz bi pa rad, ne vem kaj, neke posege imel, ki jih zdravstvena zavarovalnica ne plača, da mu jih zobozdravniku Medvoda lahko ponudi. Ki mu že sicer opravlja določene storitve. Tako. In imaš enega človeka v ustih, ne pa 3 ali pa 4. Bi bilo to možno upeljati tudi v sobotah, recimo? Ja, zdaj ste pa pritisnili na točko, kjer jaz ne upam, da to direktorica sicer pravi takole, da dokler časa zavarovalnica ne odobri pač te urgentne ambulante, urgentne službe, toliko časa pač v sobotah zdravstveni dom ne bo ponovno odprt. Ampak glede na to, da sedaj je zaprt tudi zdravstveni dom Ljubljana, center, in glede na to, da so sedaj na urgenci, ki se naj bi obnavljala, dolge vrste, da ljudje načeloma niti ne vemo, ali smo upravičeni do določene storitve, glede na to, da šele potem precenijo, ali je bila ta storitev nujna ali ne, se pojavljajo določeni razlogi, zakaj bi bilo sicer dobro spet imeti vsaj nekaj. Ja, to je vse res, kar pravite. Se tudi strinjam z vami. Osebno sem bil kar precej slabe volje, ker je bilo, ko so ukinili sobotno delo, rečeno, da naši lahko grejo na Metelkovo, pa po 2 mesecih bila Metelkova ukinjena. Tako da to sem tudi sedaj so res grozne vrste. To sem tudi direktorici povedal zdravstvenega doma, da nisem prepričan, če oni tega niso prej že vedeli, oziroma da me bojo težko prepričali, da tega niso prej vedeli. Tukaj je bila ena senca dvoma, a je to zaupanje tudi omajano ali ne. Drugače pa številke, podatki zakonodaje so zagotovo na strani tega tolmačenja, kot je bilo rečeno. Če pa bomo kdaj uspeli doseči, da Medvode postanejo vsaj nek satelit NMP-ja, takrat bo pa najbrž situacija drugačna. Ampak bolj kot ta neka ad hoc hitra rešitev, jaz pogrešam vezano na zdravstvo, in to je tudi izziv, ki sem ga povedal tudi direktorici in ga dal tudi zdravstvenemu domu, da naredijo vizijo. Kakšna je vizija do leta 2030, kaj v Medvodah želimo? Želimo pač imeti sam tisto, kar nam tale zavarovalnica prizna, in bomo počakali, da gremo vsi v penzion in je to. Ali je naša vizija, da tukaj razvijamo, da ponujamo dodatne storitve, da Medvode, zakaj, mislim, jaz dostikrat pomislim, zakaj je upravna enota dol, ki je krajevni urad, menda najbolje obiskan krajevni urad v okolici Ljubljane. Zato, ker ljudje pridejo hitro na vrsto, pa ker lahko parkirajo. Oboje to, pa še kakovost storitve, se je tudi dol najbrž, sigurno je, bi lahko bilo tudi v našem zdravstvenem domu. In ni več tisto, ko greš v Ljubljano, v center, je to že kar mentalni napor, zato ker moraš vse pogruntati, kje boš parkiral, kam boš šel, kako, koliko časa. Tukaj imamo pa, smo na periferiji in bi to lahko uporabili. In če bi bila ta vizija, jaz mislim, da že danes javni zavod zdravstveni dom posluje pozitivno. Letos na redu, mislim, da tam okrog 40-50 tisoč evrov, tam okrog nekje plusa. Se pravi, imamo, predvsem tam moram res izpostaviti finančnico, njihova računovodja, ki ni računovodja, ampak je finančnik v resnici, očitno zelo dobro dela, ker drugače ne bi imeli takega rezultata. Kot strokovni direktor. Ja, na nek način je strokovni direktor. Strokovnega direktorja imamo še potem tega drugega. Ja, jaz si bolj rečem, da ona je predvsem zelo škrta, zato ker ona zelo pazi, kako porablja sredstva in kako ga tudi ostali jih porabljajo. Tako da to se najbrž tudi na koncu leta pozna. Vizija, torej da grem nazaj, vizija zdravstva v Medvodah, to bi bilo tisto, kar bi rabili, zato da potem vemo, po kateri poti sploh stopamo. Zdaj ste že prišli do teh vizij, pa če pustimo ob strani, da
teh strategij, ki jih še nimamo. Najdlje je bila športna, ponovno je v obravnavi turistična, če se ne motim. Mladinska se je nekje zataknila, kulturna je v povojih, poleg tega pa rabimo še 2 pravilnika, ki jih je povozil čas. Kulturni se sedaj pripravlja menda na dobri poti. Tistega, ki pa ga mora občina, je pa seveda ta pravilnik o nagrajevanju študentov. Ja, je kakšna vizija na tem področju? Prepuščam to delo odboru za mladino. Naj povejo, kaj želijo. Povedali smo, počasi bojo zdaj odbori se ta pa drug teden konstituirajo in pričakujem, da bojo na prvi ali pa najkasneje na drugi seji, razen tega, da bo pol odborov povedalo, da želijo višja sredstva za svoje področje, kar ni nič novega, da bojo povedali tudi, kaj je njihova vizija dela v 4 letih. In zdaj, to, kar ste na koncu izpostavili, to absolutno sodi pod področje odbora za mladino. Vaša vizija, ne nagrade, štipendije? Jaz sem že povedal, da se bolj nagibam k štipendijam kot nagradam, če pa že nagrade, pa bolj jasno opredeljeno zakaj. Ne samo zato, ker je nekdo letnik naredil, ampak zaradi tega pač bi bilo fajn, da se ve, kaj ima lokalna skupnost od tega. Vi ste očitno obrali drugačno pot kot večina študentov. Običajna pot študentov je namreč ta, da študenti v diplomi nanizajo kup teorij in dodajo nekaj tuje prakse. Vi ste pa očitno ravno obratno. Najprej v praksi preverjate, kako deluje financiranje občin, potem pa boste kaj, v diplomi izbrali kakšno drugo temo ali šli v parlament spreminjati teorijo? In vi se sprašujete, zakaj imamo tako redko pogovore, ne? Zato, ker jih skoraj zmerom zaključiva z isto temo. Ja, ne, je res, ne. Tako, če človek dela na tistem področju, kjer mogoče je prej mislil, da bo pisal diplomo, ugotovi, da je področje tako široko in tako zanimivo. No, jaz sem ravno se ukvarjal s financiranjem občin. To je tako kot pri izpitih. Jaz sem vedno ločil 3 faze. Prva je bila ta, da živim v veri, da bom vse obvladal in bom šel na izpit. Drugo je, ko se začneš učiti in ko se zelo veliko učiš in ugotoviš, prideš v eno fazo, da veš, da nič ne veš, in potem, če imaš srečo, splavaš v 3. fazo, kjer upaš, da boš izpit pol naredil. In tudi nekako pri tej tematiki zelo podobno. Dokler si to obdeloval, če hočete, v nekem delovnem gradivu diplomske naloge z distance, si zelo hitro najdu vire, si bil zelo hitro pameten in to. Ko enkrat padeš v vodo in se začneš ukvarjati, kako pripraviti proračun za leto 19 in 20 in ugotavljaš, da ti je država s povprečnino namenila 9 milijonov evrov, ti pa občinskemu svetu predlagaš, da sprejme 29 milijonov evrov težek proračun, potem ugotoviš, da vsa tista teorija zelo na takih krhkih oziroma nemočnih nogah. Tako da ja, zagotovo, no, saj veste, tako kot pri vsaki stvari v življenju, bolj, ko se poglabljaš v eno področje, bolj ugotavljaš, da ne veš vsega. Torej boste zamenjali temo ali boste šli v parlament spreminjati teorijo? Ne, nič od tega. Upam, da sem kar držal te teme, ki je pa pač omejujo v toliko, da bo zadovoljila mentorja. Mislim, da ste teden nazaj obljubili še eno igro, ki jo boste režirali. Upajmo. Kot režiser. Smo po občinskem prazniku, kulturnem prazniku, podeljene so bile pletenice, nova komisija, manj nagrajencev, pa vendarle lahko rečemo, da so šle pletenice res v prave roke. Zagotovo. Vsi prejemniki letos, ki so bili, moram reči, da nažalost za gospoda Kraljeviča tudi po smrti, ampak zagotovo je Brane pustil v Medvodah tak pečat, da je pletenica za življenjske dosežke, pa čeprav podeljena po smrti, še en rezultat tega, da vse znamo, čeprav tipično slovensko, potem, ko je prepozno, ceniti prispevek ljudi, ki so oblikujejo naše kraje. Hvala za vsa pojasnila. Smo pred večerom športa in pa potem še pred sejo, slavnostno sejo, kjer bomo še občinske nagrajence lahko razglasili in upamo, da bomo vedno lahko rekli, da so šla res vsa priznanja v prave roke. Hvala za vsa pojasnila. Vam, dragi gledalci in gledalke, pa hvala za, glede na uro, res dolgo pozornost. Lahko noč. Lahko noč.